Dober večer z komentatorskega mesta v Mariborskem Ljudskem vrtu. Drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo Prve lige Telemach. V predzadnjem 35. krogu bomo uživali v zadnjem večnem derbiju iztekajoče se sezone. Že nekaj dni pred tekmo je bil štajerski hram nogometa praktično razprodan za skupaj že 158. obračun Maribora in Olimpije. Kako Ratnik lahko povede to žogo in z globinsko podajo neposredno žoga proti Akpi, priložnost za Olimpijo in obramba Alžbeta Juga. Ampak za nami je še manj kot 15 minut. Iličić je prišel do žoge, podaja proti Sudaniju in to bo zadetek za Maribor, ki vodi z 1-0. Napaka Matevža Vidovška in Sudani je zadel v 15. minuti. Ja, ravno to je kvaliteta Maribora, da nekako zna odzeti žogo v pravem momentu, začutijo to globino, seveda imajo kvaliteto. Sudan je ničkolikokrat dokazal, da ima ta nos za gol in pa seveda začuti, kdaj je tisti primeren trenutek za utekanje, bil je na pravem mestu in vodstvo Maribora za 1-0. Gol številka 14 za Hilala Sudanija v slovenskem prvenstvu. Najboljši igralec preteklega meseca nadaljuje z odličnimi predstavami. Vidite njegovo statistiko. Poglejmo pa še enkrat krasno podajo Josipa Iličića in potem je bil prekratek Matevž Vidovšek. Sudani pa je bil pripravljen na napako vratarja Olimpije in zadev je v prazno mrežo, je poslal žogo Zbaja, potem pa Motika spet do žoge in pošiljajo v prostor za Raula Floruča. Pred njim je Milec, Floruč se je malce zapletel, toda Olimpija ostaja v napadu. Motika strelja z razdalje čez gol. Dobro je rešil Lorber na levo stran, kjer je zopet Božič. Dvoboj dveh osmic, spremljamo Božič proti Sudaniju, Sudani v sredino in gol! Josip Iličić 2-0 v 27. minuti. Lepa akcija domače ekipe in Iličić se veseli devetega zadetka v tej sezoni. Ja, videli smo tisto klasično preigravanje in pa kontinuiran napad Maribora, ko potem nekako skozi krilni položaj prihajajo. Gol ne velja. Prepovedan položaj očitno. Prepovedan položaj, ostalo bo pri 1-0. Tu je bil Sudani v prepovedanem položaju za korak in izid se ne bo spremenil. Odlično Sudani, na drugi strani je Božič, dober protinapad Maribora, nevarno je. Božič se je obrnil okrog svoje osi, pa zgrešil. Jug še enkrat skozi sredino, lepo je opazil Lorberja, agresivno kot ponovadi Dofo, ki je prišel do žoge. Dofo pred vrata, tam je Durdov, pa potem Raul do strela in mimo gola. Bori se Dofo, tam je uspešnejši Repas, 3 minute dodatka v prvem polčasu, preigrava Marko Božič, Iličić v prostor za Širvisa, potem pa gol! Vendar offside je dvignil stranski sodnik, veseli se Arnel Jakupović. Ja, takoj sem opazil, da je stranski sodnik dvignil zastavico. Miri strasti, Nejc Kajtazović, poglejmo. Zelo tesno bo. Zelo tesno, morda bomo tudi, ali bo prišlo do posredovanja vara, ne bo. In še enkrat vidimo zelo počasno vračanje kar 4 igralcev Maribora. Spet Raul, Akba prihaja na strel, Akba in obramba Alžbeta Juga.
kar veliko krat dokazal, da je ukrepitev v vrstah Olimpije in ne nazadnje to kaže tudi 6 zadetkov in 2 asistenci v letošnji sezoni, je pa res. Zdaj lepo Motika, priložnost in gol! Žoga je v mreži, Olimpija je prišla do izenačenja na začetku 58. minute. Motika je preigraval, do strela je potem po njegovi podaji prišel David Suale, toda kako je žoga končala za hrbtom Ašbeta Juga, bomo videli seveda v počasnem posnetku. Veselijo se seveda gostje v Ljudskem vrtu, kar precej je prišlo tudi ljubljanskih navijačev danes v štajersko prestolnico. Poglejmo še enkrat, Motika je preigral Širvisa, potem pa podaja proti Sualeju in žoga se je nekajkrat odbila na poti proti vratom. Mislim, da v obeh primerih od mariborskih nogometašev, na zadnje mislim, da od Milca celo. Zdaj se postavlja isto tudi vprašanje, kako bo Olimpija nadaljevala tole tekmo. Ima namreč pozitiven rezultat, ki je ohranjen na drugem mestu, no zdaj pa ne več. Zdaj pa ne več in Pius Širvis je zadev za 2-1 v 68. minuti. Ja, veliko krat smo govorili, da Pius Širvis je v preteklosti dosegal zadetke, tokrat smo pa videli njegov prvenec in izreden zadetek iz kornerja in seveda pravočasni skok in odličen zadetek in vodstvo Maribora z 2-1. Rekli smo 15. tekma v slovenskem prvenstvu in zdaj tudi prvi gol za litovskega reprezentanta pri Mariboru. Krasna podaja Josipa Iličića, že njegova druga asistenca na tej tekmi in natančen udarec glavo. 25 smo jih videli na današnji tekmi. Iličić pa s podajo v kazenski prostor, našel je Bugreja. Elšnik. Tu je Brest, ponuja se tudi Silva, toda Brest nazaj do Elšnika, ki strelja z razdalje, močno, vendar ne natančno. Elšnik dal sigurnost ostalim igralcem in tudi zaradi tega je Maribor v tem drugem polčasu bolj uspešen. Božič poskuša, Božič je zadev Ratnika. Šimundža iskrene čestitke za zmago na večnem derbiju, na zadnjem večnem derbiju sezone v krasni kulisi, verjetno res izjemen nogometni večer za vse, ki imajo radi in ki kakorkoli delujejo v nogometnem klubu Maribor. Ja, kulisa je bila res odlična, kulisa je bila top. Sama tekma je pa bila zelo težka. Bili smo pragmatični, bili smo delovni, ni bilo lahko, enostavno Olimpija, vedeli smo, da ima Olimpija kvaliteto, vedeli smo, da bo dosti težja tekma kot v Ljubljani, na to smo se pripravljali, ampak ena stvar je tukaj zelo pomembna, da dosti lažje je priti na prazni stadion in se fokusirati, kot pa po 4 tekme priti na poln stadion. Enostavno fantje so od krvi in mesa, enostavno čustva so dela, tako da v sami tej izvedbi bi lahko bili boljši, ampak vse vemo, derbi je derbi, 3 točke so pomembne, imamo prednost, tako da iskrene čestitke vsem, tako igralcev, tako klubu, tako navijačev. Dejali ste, da je bilo kar precej čustveno za igralce, da jim ne gre zameriti, ampak zdelo se je na igrišču, da je kar velika mera mirnosti. Tudi v trenutkih, ko je Olimpija dobro začela tekmo, je Maribor na nek način ohranjal to stabilnost. Ja, ampak enostavno preveč nevarne situacije smo jim pustili. Iz te tekme moramo ravno zaradi tega, kar se je zgodilo iz ene skrajnosti v drugo skrajnost, postati boljši kot posameznik in postati boljši kot ekipa, ker se lahko to jutri ponovi. Enostavno stvar je tukaj popolnoma jasna. Derbi so mnogokrat ne lepi za oko, ampak jaz mislim, da smo imeli dovolj kvalitete nogometa, konec koncev smo videli dobre akcije, tako z naše kot z njihove strani, ampak na koncu smo mi osvojili te točke in zaradi tega smo zelo veseli. In verjetno je predvsem pomembno za vas, da imate zdaj pred zadnjim krogom vse v svojih rokah v boju za drugo mesto. Na nikogar praktično se ne rabite več ozirati. Ja, ne vem, mogoče bo gospod Jagič kaj drugače razmišljal. Goran Boromisa poraz na zadnjem večnem derbiju sezone. Na nek način ste želeli oziroma upali na šok terapijo, ki pa ni uspela. Kako ste videli tole tekmo danes, celo z roba igrišča? Pa dobro, šok terapija uspjela ili ne znam. Očigledno nije po vama. Mislim da u nekim fazama igre smo bili malo nestrpljivi, pogotovo u fazi napada.
imali smo svoje šanse, pogotovo prvo poluvreme, Raul, Motika, udarac i tako dalje, da sad ne nabrajam, ali presudio mislim detalj, drugo poluvreme, korner, prekid na 1-1 gdje smo se mi vratili. Mislim da nas je taj gol presjekao i eto, izgubljen derbi. Imeli ste precej zaključnih strelov, več od Maribora, ampak kot ste dejali, ni šlo v gol. Je ta problem z realizacijo to, kar vas najbolj skrbi? Pa ne znam, da, za sad ispada da je tako, ali kažem, i zadnja utakmica isto, na drugoj stativi, Winger, pa i ovdje sad jednostavno za sad ne ide, ali bit će bolje, idemo dalje. Mislim da je presudio taj derbi, čestitke Mariboru i mi idemo dalje. Zdaj samo še ena tekma, Maribor vas je prehitel na lestvici, to pomeni, da nimate več stvari zgolj v svojih rokah. Kako se zbrati za ta zadnji izziv sezone? Pa ne, ja sad sam s dečkima bio, pričali smo, stručni stožer i ja, i jednostavno glave gore, idemo u zadnje kolo, mislim da smo pokazali dobro lice danas, eto kažem, šteta još jednom za to prvo poluvreme, to nas prati. Mislim čak cijelu polusezonu i čestitam igračima na trudu, htjenju, fantastična atmosfera i idemo dalje u zadnje kolo. Timi, poraz na zadnjem večnem derbiju v letošnji sezoni, v tekmi, v katero vse tako se je zdelo, ste vstopili dobro, nekaj priložnosti v prvih 10-15 minutah, potem pa ni šlo več vse po vaših načrtih. Ja, začetek se mi zdi, da je bil dosti podoben tistemu v Stožicah. Prvi del mi dominirali, napadali si, ustvarjali priložnosti in Maribora do takrat praktično ni bilo, potem pa iz neke nespametne poteze naše nas kaznujejo, to pa je pač njihova individualna kvaliteta in to jih je absolutno vrglo oziroma postavilo nazaj v igro in so imeli prednost. Potem pa ja, se matraš, v bistvu kot da tečeš v klanec in nismo se predali, mi smo se pač borili naprej, mislim, da danes je res vsak dal vse od sebe. Imeli smo dosti nekih zrelih priložnosti. Bil je taki derbi, ko bi lahko šel v obe smeri. Da ne bo pomote, tudi oni iz teh nekih pol proti napadov pa proti napadov, ki je njihovo glavno orožje, so bili izjemno nevarni. Ampak ja, tisti zadetki so bili, hvala Bogu, iz offside-a. Tako da smo bili v igri do konca, potem izenačiš, pa iz prekinitve dobiš, mislim, kako je z glavo zadev v malo mrežico gor v kot je Eurogol, ne moreš nič, ampak tam enostavno moramo stati bliže, si bolj želeti niti na to žogo in boli, da na koncu zgubiš zaradi prekinitve, ker smo vedeli, da so tu dobri in smo še nekaj dodatne pozornosti temu posvečali in na koncu nas je to izdalo. Pred tekmo so v klubu poudarjali, da je pomembna ta nekakšna šok terapija, verjetno za vas kot kapetana je bilo vse skupaj zelo težko v zadnjih dnevih, je potem takšen poraz na derbiju še bolj boleč? Poraz na derbiju je boleč v vsakem primeru, zdaj pa je tu trener, novi trener, stari trener, brez trenerja, v bistvu nima veze, ko se tekma začne, ko sodnik zažvižga, se v bistvu vse to pozabi, potem si sam tistih 11, ki je iza bele črte in je 90 minut borbe. Tako da ja, do tekme je mogoče bilo dosti teh stvari, ampak ko se pa enkrat začelo, se pa je pač pozabilo in ja, hvala vsem navijačem, ki so prišli danes v Ljubljano nas podpirati. Verjamem, da za njih to je neko težko obdobje glede njihovega ljubljenega kluba in ja, so si zaslužili več na koncu, da bi videli iz naše strani, ampak kako sem rekel, mi smo dali vse od sebe in enostavno danes je Maribor dal gol več. Marko Božič, čestitke za zmago na derbiju. Hvala. Krasen zaključek, pravzaprav idealen zaključek sezone pred svojimi navijači. Pa da, pred našim navijačima, to je bila sad zadnja utakmica kod kuće, imamo sljedeći tjedan još Koper, to je isto važna utakmica, zato što znamo da još drugo mjesto nije osigurano. Tako da danas možemo uživati u ovoj pobjedi i htio bi se zahvaliti navijačima za super potporu i za fenomenalno navijanje. I da, danas slavimo i od sutra, preko sutra već ide fokus na Koper, jer to je naš zadnji zadatak za ovu sezonu da osiguramo to drugo mjesto. Ja, ravno kot ste omenili proti Kopru, zdaj imate vse v svojih rokah, ste v sjajni formi celotno pomlad, zdaj čakate samo še to zadnjo tekmo. Da, čekamo tu zadnju tekmu, ko što ste vi rekli. Ne smijemo sad upasti u euforiju, da sad mislimo da je sve gotovo, nego, ko što sam rekao, danas slavimo, od sutra već fokus ide na Koper, sezona još nije gotova.
Na igrišču vse skupaj izgleda zelo dobro, lahkotno na nek način, predvsem v napadalnem smislu. Tudi vi se zelo dobro dopolnjujete z Iličićem in Sudanijem. Da, super surađujemo. Nadam se da će tako ići dalje. I ništa, ako imaš takve igrače pored sebe i u odbrani, nije samo mi napad, nego i odbrana radi fantastično i sredina. Znači nismo mi samo naprijed što odradimo sve, nego moramo pohvaliti cijelu ekipu. I ja, danas smo, mislim, odigrali dobru utakmicu, borbena utakmica, bio je derbi uvijek težak, ali danas smo sretni da smo dobili derbi i da. Marko, hvala lijepa. Hvala vam.